Nisem navajen praznega besedičanja, ampak sem človek dejan, zato sem bolj navajen delati kot govoriti. Z gospodom Fištravcem smo imeli relativno dober odnos, zdaj verjetno čuti veliko nevarnost, da bi dočakal penzijo, brez da bi kaj naredil v mestni občini Maribor. Kandidat SMC je, kot sem že večkrat v javnosti povedal, sporen po večjih kriterijih. Sporen je zato, ker je zadolžen podjetnik in sedaj išče priložnost, da bi z javnim denarjem nekako rešil svoje zasebne podjeme. Sporen je zaradi svoje agresivne narave. Kot berem, je celo enemu od svojih zaposlenih odgriznil del telesa in ga pogrizal po hrbtu. Sporen je zaradi tega, ker uvršča na listo ljudi, ki so bili obtoženi goljufanja. Sporen je tudi zaradi tega, ker ne plačuje zaposlenim socialnih prispevkov, zaposluje na črno. Vsi naši zaposleni so pogodbeno zaposleni ali redno, ali preko študenta, ali imajo pogodbene obveze do podjetja. In če je mogoče ta gospod v črnem zamenjal tisto plačevanje mojega keša, zatem, ko je dobival čez vikend največjo napitnino, medtem ko sem jaz bil DJ v tem lokalu in mi nikoli nič od tega ni participiral, to je njegova težava. Veste, marsikateri Mariborčan ima sosednje občine ali pa izven občine tudi kakšen vikend. In jaz ne skrivam, da tudi kdaj prespim v Zimici. Velikokrat prespim na Pohorski, največkrat na Pohorski 31. Kolikokrat letos ste tam prespali? Kje? Pod Pohorjem. Velikokrat, nisem štel. Lahko pa vprašate. Gospod Prešak, lahko pa vprašate vaše prijatelje na Maestro 2, vam bodo odgovorili, ki me redno spremljajo in beležijo. Vprašali smo... Gospod Kangler, govorili smo z vašimi sosedi, ki vas tam ne videvajo. Težko vidiš človeka, ki dela od jutra do večera, v službi sem na Ptuju, ne? Hodiš pa pozno spat. Moje vprašanje pa je bilo zato, ker po zakonu o stalnem prebivališču je to naslov, ker posameznik stalno biva, ki je središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih in socialnih vezi. Tudi volivci so se obrnili na nas s tem vprašanjem, zato je bilo to vprašanje. Bi bil vesel, če sprožite postopek na upravni enoti. Mladi v Mariboru bodo ostali in sicer tudi takrat, ko bodo imeli kje živeti. Živijo pa lahko, veste kje, v 200 stanovanjih, ki jih ima mestna občina v tem trenutku na razpolago, pa jih do zdaj ni dala mladim. Zakaj ima gospod župan svojo zgodbo, mladi imajo svojo zgodbo, ko bom ja županja, jih bomo pač dali. Še prej pa jih je potrebno obnoviti, pa vam bom tudi povedala, kje bomo dobili takoj 100 000 evrov, da jih bomo lahko obnovili. Zmanjšali bomo število mestnih svetnikov iz 45 na 36, ker to zakonsko gre, in takoj privarčevali 100 000 evrov, ker je čisto vseeno, ali jih 45 dviguje rokico ali pa 36. Jaz nimam zadržkov od drugih kultur, da si je pa res, da smo mi tukaj doma in da pričakujemo od vseh, ki bodo prišli v Slovenijo, da se bodo prilagodili našemu okolju, tako kot sem se moral jaz prilagoditi, ko sem bil v Nemčiji. Se pravi, sem se prigradil tako versko kot besedno in sem se obnašal primerno okolju, v katerem sem bil. Kar se pa tiče kapitala tujega, sem seveda zelo odprt, da pride katerikoli kapital, ki bo tukaj odpiral delovna mesta in s tem dvigoval življenjsko raven vseh Mariborčanov. Nisem pa za mešetarje in za prazne obljube in za kitajski turizem. To je zgodba, ki očitno 6 let jo poslušamo in 6 let se ni zgodilo nič, razen da vsaki dan upamo, kako se bo začelo nekaj dogajati.
Se upravičujem. Povejte. Mislil sem, da je preko Facebooka kako vprašanje prišlo tudi za me. Pride še za vas, gospod Fištravec. Hvala. Pride. Lidija Divjak Mirnik ni obljubila 5000 delovnih mest in jih tudi ne bo. Zakaj? Zato, ker Lidija Divjak Mirnik ne laže in nikoli ni lagala. Bo pa naredila naslednje. Red, sodelovanje in spremenila bo način dela v tem trenutku na mestni občini Maribor. Zakaj? Zato, ker projektov imamo na zalogi dovolj. Če ste spremljali delo mestnega sveta, veste, da je potrjenih ogromno dokumentov. Samo realizacija je slaba. Zakaj? Zato, ker imamo slabo vodenje. Torej, ključni razvojni cilj, ki ga bom zasledovala, je zaustaviti odhajanje prebivalstva. Najbolj pa seveda mladega. Zakaj? Če bi bilo tako fajn v Mariboru, potem se ne bi 3000 mladih ali še več izselilo. Ko sem postal župan, ko sem podedoval smetišče na mestni občini, ko je bilo potrebno odplačati 21 milijonov evrov starih dolgov, ko je bilo potrebno narediti red, je v Mariboru bilo 17 000 delovnih mest manj. In je normalno, da je bilo meni in ekipi jasno, da moramo začeti z aktivno politiko ustvarjanja pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest. Če zdaj pogledamo naprej, obljubljate novih 5000 delovnih mest. Kje sem to napisal? V vašem programu piše to. Ne, to ste pa se upravičujem, jaz imam program tu pri sebi, greva to pogledati. Vam lahko pokažem, gospod. Ja, dajte, no. Tudi obljubljate 7% dvig neto plače. Ja, no, to je pa nekaj drugega. Ne, oboje obljubljate, gospod Fištravec, to je zagotovo. To piše v vašem programu. Me pa veseli, veste, kaj me veseli? Vsi so začeli govoriti o redu in sodelovanju. Odlično. Gospod Arsenovič, odlično bova sodelovala. Vi boste moj super podžupan za gospodarstvo in bo to odlično laufalo. Bi pa še želela poudariti. Z dialogom sem uspel v EPK pridobiti Novo mesto, Mursko Soboto, Ptuj, Slovenj Gradec, mestna občina Maribor in Velenje. Se pravi, da imamo znanje in dialog. Če vi nimate dialoga med svojimi zaposlenimi ali katerimi drugi, je to vaš problem. V občini, če boste tako razmišljali, kot je danes tukaj, boste imeli težave. Gospe Lidiji, nikoli nisem imel težav. Kako ne, če pa... Glejte, se boste dobo besedo, nihče mene ni odnesel, gospod Arsenovič. Vas pa še to čaka. Torej imamo županske volitve jasne. Hvala. Ampak ni smisel kot župana, ampak paste se delavcev. V Slovenskem narodnem gledališču ni problem mestna občina Maribor. V Slovenskem narodnem gledališču je problem Ljubljana, ne kot mesto, ampak vlada. Ker ljubljanski balet ali pa ljubljanska opera ali pa drama ima drugačne kriterije po vrednotah, kot pa jih ima mariborska. Veste, kaj je pa rešitev? Rešitev je pa tudi to, da je treba Festival Lent, ki ga v tem trenutku morajo prebivalci Maribora plačevati, ljudem dati zastonj. Sej oni pravzaprav v tom malhu že plačajo. Pa veste tudi zakaj? Zato, ker smo zdaj v mandatu aktualnega gospoda župana zapravili 300 000 evrov za poton, tako imenovani oder na Dravi, ki to nikoli ni bil in tudi ni, zdaj pa še novih dodatnih 68 za to, da ga demontiramo in da ga bomo nekam shranili. Temu se reče zapravljanje našega denarja in ko bom jaz županja, tega zagotovo ne bo. In mene zelo veseli, da zdajšnji novi predsednik vlade razume, da morajo pravila veljati enako v Ljubljani kot v Mariboru. Gospod Divjak, na kratko. Dva stavka. Gospod Fištravec, res je, vi ste govorili o bivši vladi, ki jo je vodil gospod Cerar iz SMC-ja. Aktualni predsednik vlade je bil po mesecu in pol vladanja tukaj v Mariboru na moje povabilo. Verjemite mi, da bo z njim sodelovanje zelo dobro. Vi pa žal zanj niste našli časa. Ker kandidat SMC-ja je na enem od soočenj rekel, da
Bisnode, agencija im je dala oceno Lahko prosim A. vodim to soočenje, gospod Lahko, Fištravec, ja, dovolite? ampak jaz imam pa tu napisano B1 minus. V redu ste povedali, smo razčistili, gospod Arsenovič, dovolj. Prosim, Tudi B1 je gremo super, naprej. ker gre to do D, Lahko ampak eno imamo pa besedo. A. Lahko eno besedo. Ja, ampak minus En pomeni stavek. padanje. Aljoša, en stavek. Gospod Peršak, Če kdo pada, padate vi, gospod Fištravec. reklame. Zaradi vseh teh moških egotov, to ne dela, zaradi vseh teh moških egotov, prosim lepo izberite 10 božjih zapovedi. Lidijo Divjak Mirnik, pa listo Lidija Divjak Mirnik. Pa koga boste pripeljali na občino na zaupanje, kdo bo direktor mestne uprave? Točnih imen vam danes še ne bom povedal, ker bomo o tem dobro Moram vprašati razmišljali. Ljubljano. Se opravičujem. Se opravičujem, iskreno, ampak malo se pa moram pošaliti, no. Z Se veseljem. opravičujem, Pa gospod to, ne, Arsenovič. tam je bila všeč, gospod No, Kangler. hvala Ta je lepa. bila, ta ni bila izpod pasu, ta je bila dober humor. In